V mali vasi so majhne hiške in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. V tej vasi je lep red. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna imajo zelena polkna, dvorišča pa so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu, le otroci so neredni. Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih iščejo pod mizo, za pečjo, na stopnicah, na vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo pa v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk in so se otroci zbujali, je Janezek zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla muca copatarica, je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je zaklicala Špilca v sosednji hiši. Če jih nisi zvečer pospravila, jih je odnesla muca, Je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama ji je odgovorila. Muca jih je odnesla. V vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili lačni. Kar bosi so posedli k mizi. Napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical preko ceste. Špilca, pridi k meni! Špilca je takoj pritekla na prag in rekla. Rada bi prišla k tebi, a ne morem. Muca mi je odnesla copate. Pridi ti k meni. Ne morem, je rekel Janezek. Muca mi je odnesla copate. Tine, sta zaklicala Janezek in Špilca. Pridi k nama. Tine je pritekel na prag in odgovoril. Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla na hišni prag. Tudi njej je muca odnesla copate.
V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag. Muca mi je odnesla copate, so klicali. Prestopali so se z noge na nogo in hodili. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je postalo toplo. Bosi in v pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se, kam je odnesla Muca naše copate. Poiščimo Muckin dom, je rekel Jurček in so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in prepogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna rož, na vratih pa je bil napis Muca, copatarica. Muca je otroke slišala in jim je odprla vrata. Ljubi otroci, kaj bi radi? Copate, so prosili otroci. Vse je povabila v hiško. V hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški. Otroci so molknili. Vsak naj vzame svoje copate, je rekla Muca. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani. Vsi potrgani gumbi so bili zopet prišiti. Otroci so jih komaj prepoznali. Bobek, najmlajši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, ko jih je on še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov, mu je rekla Muca copatarica. Bobka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo raztrganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobka je vedno bolj zeblo.
Muca copatarica pa mu je odgovorila: Bos boš šel domov. Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmilil. Najbolj nereden si, a si najmlajši in bi se nemara res prehladil, če boš hodil bos, mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Spremila ga je do vrat. Ko bo padel sneg, ti se šijem nove copate, mu je obljubila. To so slišali tudi drugi otroci. Vsi so se obrnili in prosili: Meni tudi, meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla: Tudi vam jih se šijem. Zaprla je hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek. Bobku se šijem najtoplejše copatke, takšne preko gležnjev. Janezu se šijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špilčini copatki bodo lepi kot mamini. Tonki pa se šijem copatke s cofi. In drugim otrokom? Vsakemu otroku, kot si jih je sam najbolj želi. Ej, tako bom vsem ustregla, je premišljevala Muca copatarica, ko je gledala za njimi. Potem je zaprla okno in zaspala. Danes sneži in Muca copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi. Z zajčjo kožo jih bo podložila, da bodo toplejši. Kdo ve, ali jih bodo otroci pospravili, preden bodo šli spat.